diskusija, karkoli. Izvoli. Mene zanima, kaj predavatelje mislite o tem, ali obstaja univerzalna etika ali ne? Kako? Univerzalna etika, če obstaja. Univerzalna etika, če obstaja ali ne? Kaj predavatelje mislite? Če jaz ne začnem, jaz mislim, da obstajajo, kot se je rekel v Jugoslaviji, skupna jedra. Torej, zagotovo obstajajo neka načela, ki so univerzalna v različnih družbenih skupinah, torej, če govorimo to o ljudstvih, plemenih, še nazaj, pa narodih, pa mednarodnih skupnostih, ne. Recimo, ena od teh možnih ubeseditev skupne načel so lahko te božje zapovedi, recimo, ali pa podobne zapovedi v drugih religijah, ali pa morda temeljni postulati nekih pomembnih filozofskih šol, ali pa, če govorimo recimo o starogrških filozofih, ali pa tudi novejših, recimo, kaj so tile marksisti, ki so v Nemčiji delovali Frankfurtska šola. To so imeli neko etiko, ne, in verjetno z poskusi, da bi bila univerzalna. Ne. Ampak težko je res univerzalno doseči, ker vendar vsak posameznik, vsako neko zaokroženo družbena skupina je vedno parcialna. Ne more biti 100% predstavnik celotnega človeštva. To je pisno nemogoče. In da bi se ta univerzalna etika ubesedila, bi bilo potrebno sodelovanje več različnih teh predstavnikov več različnih teh skupin, recimo, narodov, ljudstva in podobnega. Skratka, moje mnenje je, da, prej sem govoril o tej skupni veri, v knjigi s tem naslovom, da ni bilo dovolj poskusov v tej smeri, da bi se artikulirala. Zagotovo so neke, recimo, nelaži ali pa ne kravi ali pa skratka ne razbije uličnih, ne razbije javnega inventara, recimo, ali pa mislim, to so, ali pa ne zastrupljaj vodnjaka v naši vasi, recimo. To so verjetno univerzalna načela, ki so lastna različnim skupnostim, ne? Ali pa ne uniči polja, kjer rodi žito, ali pa ne ubij vseh ovac iz naše črede, ki nam dajo mleko in meso in podobno, ne? Ta načela so zagotovo univerzalna v več različnih družbenih skupinah, tudi v različnih stoletjih človeške zgodovine, ampak problem je, da ni premalo ambicije, da bi se to artikuliralo, ali pa morda je se artikuliralo, pa jaz zato ne vem. Komentar. Boste še vi kaj, gospod Sreć, povedali? To težko govorim o teh stvareh. Dejstvo je, da trdim, da glejte, skratka, vse besede, ki jih izrečem, so malce netočne. Vse gibe, ki jih naredim, so malce netočne. Isto je z vami. Smo v demoničnem svetu, ki ni popoln. Smo v svetu nepopolnosti in Božje, oziroma Bog, je pa v mikrokozmosu, torej sploh ni v naši dosegljivosti in je samo lastnost osnovnih nabojev sveta. Ta božjost. Sestavljanje prvotno eno ali pa cinično ustanavljanje novega sveta in podobno. Skratka, enostavno je tam dvojnost, gravitacija, ljubezen in vakuum, ki vleče proč in enostavno tudi ga doživljamo kot skušnjavca, kot skušnjavo. To sta dva principa, ki vladata. In v mikrokozmosu imamo skratka milijon stopinj in več stopinj. Tukaj imamo 24,3, ne? Ja, to ni isto. Skratka, hude preizkušnje, prej sem govoril o tem, kaj se dogaja v reaktorju jedrskem, ki je silno pomembno za dozorevanje materije. Pa ne samo tudi za industrijo, ne samo za elektriko. Ampak pravim, da tam pa je lahko pride do absolutnega spajanja v naboj starejše generacije. Kajti svet je res, da nekako razpada in še danes razpada in se obenem sestavlja. Sta to dva principa. Torej Big Bang in Korni blok, ki je polno teh bangov.
Ne? In obenem se pa, je pa nasprotni trend, katerega del smo tudi mi, ko hočemo zlepljati stvari, podobno s podobnim, najdeti svojo dušico, dvojčico in podobne stvari. Ne? In marsikje se najdemo tudi takole, v tem, da se občudujemo v kakšnem delčku in podobno. In enostavno zato se prehranjujemo z ogromnimi količinami hrane, da se nekaj zaustavi v nas, da podkupujemo celotno telo, da sploh funkcioniramo in tako naprej. In etika je torej odnos do tega poslanstva, da se svet zopet ponovno sestavi v prvotno eno. Ker je vse, ali bom to jaz delal ali ti. Ker je vse eno, bo prej slej nekdo to moral narediti, se bo prej slej to zgodilo. Zato, ker svet diha, je vdih pa izdih ali karkoli, to so take zahtevne filozofske trditve, ki so mečkan daleč. Pravim pa, da je etika logično, da je ljubezen. In nobeden, ki ve za vero, ki je ve za ra, ve za sonce, ve za nek cilj, ve za to, da ljubi svojo ženo, svoje otroke, ne more reči, da je nevernik. Noben ne more reči, da je nevernik, ker je vsak vernik. Če je takšen, da ljubi ženo, ljubi sebe, ljubi kogarkoli, karkoli, škatlico cigare, pač vernik je. A ne? Tako da je zelo grdo, da so zapeljali ljudi v to, da jih lahko zmerjajo z neverniki. Pa so verniki mnogo bolj kot tisti lažnivci v nekih škrlatnih haljah lahko, ne? Ki zapeljujejo. Tako da bi rad samo povedal, da človek, ki ve za ra, ki je veren, a ne, v ljubezen, presežnost in podobno, je logično, da etično ravna. Se mora. Ne kradi, ne laži je 5 zadnjih božjih zapovedi, ki so itak narobe prevajane, itak narobe interpretirane, še posebej, če ste šli pogledati na Notre Dame, odvideli ste 2 Mojzesovi, kaj so že, se pročam, tistega kamna zapovedi, boste videli, da je zadnjih 5 povsem nekaj drugega kot prvih. In obenem je pa tam boste povedali, da je samo akcent. Kva? Ljubi Boga svojega, ki ti izpeli in se razvijajo želje na tak rajca. Ne, samo akcent je. In isto je za Allah. Pa pejte v Hagija Sofija, pa boste videli, kako je napisal Hala. Hala, okrog obrnemo, pa dobimo Allah, a ne čudno. Ja, ali pa hvala. Zelo podobna. Okrog obrnemo. Ampak okej, dobimo akcent. Čeprav je tam kapljica v Hagija Sofija. Ja. Ker potem se pa to razlaga pesniško gor dola, še bolj kaj jaz, skratka razlaga v tista jajca, ki so napisana v tej vulgati, torej vulgarni verziji Biblije. Potem se pričkamo okrog tega, če pa vse narobe seveda interpretiram pa prevedem, čeprav so stvari zelo resne v vzdanju. Tako da ne kradi, ne laži, pa če si kočkaj etičen, pa se niti na misel ti ne pride, da bi kradil. Pa lago. A ti pride na misel, da ti si dozorela oseba, to pomeni, da ti niti na misel ne pride. Marte komu pride, ne? Prosim? Marte komu pride? Ne, pravim, da je on dozoril kot oseba in mu niti na misel ne pride. To pomeni tisti, ki je veren, mu niti na misel ne pride, da bi to počel, razen v stiski, ko je sil obranjen, takrat je pa logično. Da ti nekomu, ki te laže, mu pač seveda se brani. Še predsednik Biden je veren človek, in je eden največjih milcev tatov na svetu. Ampak je veden človek, tako je. To, kar je Jože prej rekel, sem vprašal glede univerzalne etike. To, kar je Jože rekel glede 10 božjih zapovedi, to mislim, da je zelo pomembno, ker v bistvu, po mojem, univerzalna etika je to, da je zelo preprosta, tako da je dosegljiva, da je razumejo vsi. In ne kradi, ne laži, ne odbija, ne prešakuje. Te zadeve so zelo enostavne zadeve. In ta pravila v bistvu omogočajo sožitje med ljudmi. Drugače, družba ne more eksistirati, če nimamo vsi enakih pravil, ne samo to, da imamo vsi enakih pravil, da se tudi vsi držimo, ker marsikdo govori, ne kradi, ne laži, ne odbija, ampak če pa pogledamo njegova dejanja, pa vidimo, da so dejanja nekaj drugega, kar govori. Pogledajte politike, kaj delajo.
govorijo eno, delajo drugo. Marsikateri so strahotni morilci, štartovi, vse kaj svašta delajo. Se pravi, bistvo, desete božje zapovedi, recimo kradi ne ubijaj, recimo ne ubijaj. To imamo zdaj tipične primere. Ukrajina. Če bi se ljudje ravnali po ne ubijaj, bi imeli Ukrajino? Ne. Bi imeli Gazo? Sigurno ne, ker ne bi bilo ubijanja. Bi imeli drugo svetovno vojno, prvo svetovno, križarske vojne? Ne bi jih imeli. To so najbolj enostavna primera. Če nas sam dopolnim, hebrejski izraz za ne ubijaj je lo tirza. Lo tirza pa pomeni nekaj drugega, pa pomeni ne ubijaj svetega. In oni lahko ubijajo manj vredne bitja. In sami vidite iz situacije, kakšna je, da se to skozi dogaja. Torej, barbarni človek, rečejo, ne? Ali pa kaj drugega. Torej, tukaj sem vam hotel pokazati, pa pač je bilo prekratko, mogoče pa dobim še 5 minut, pokazati, kako so dejansko ti naši vladarji, samo to zdaj rečem, predsedniki so verna bitja v tej agendi. Oni so del agende in so verni. In verujejo v to, da so eni ljudje manj vredni, eni pa več. Verujejo v to apoloničnost sveta, ne? Torej nad raso verujejo. Tem je štos. Zato lahko ubija komod, ni problema. Ja, to še ni počal. No, še, se dam 5 minut. Ne. Zaključimo, se bom jaz čisto drugo smer Ne, jaz bi pa rad še tukaj ostal, vedno menim na temo. Vlado je vprašal o tem, ali obstajajo univerzalne vrednote, etika, univerzalna etika. Ja, najprej bi rad naredil distinkcijo na tem mestu med mojim ateističnim pogledom na to, pa med mogoče kakšnim drugim deističnim ali antropocentričnim, kakršnim koli. Mislim, da je vesolje je sklad nekih fizikalnih zakonov, ki so neodvisni od, to je neki univerzalizem, ki je neodvisni od naše volje, od človeka ali od česa drugega. In temu se moramo vsi podrejati, fizikalnim zakonom, ki vladajo svetu. Mi lahko počnemo karkoli, vedno bomo se morali podrejati fizikalnim zakonom, ti nam bodo določali mejo našega fizičnega obstoja, morda nekoga, ki verjame v dušo, morda ne duhovnega obstoja, ki je za tiste, ki to verjamejo, večno zapisati. Ampak to bi hotel reči, da je naša etika, to je produkt človeka. Človek kot recimo najvišje razvito bitje na Zemlji, zdaj trenutno, ne vemo, če v vesolju ali obstajajo tudi druge civilizacije, ampak mi smo si ustvarili etiko zato, da bomo lažje kot civilizacija preživeli. Seveda, zgodovina kaže, da nam to ne rateva, da nam ni uspelo, ampak kljub temu morda nekako napredujemo. In jaz vidim, recimo univerzalno etiko vidim v splošni deklaraciji o človekovih pravicah. To je po moje neka prva, vsaj meni znana ubeseditev, deklaracija, ki naslavlja to etiko, določa, kaj bi morali kot ljudje, kot civilizacija spoštovati. In mislim, da je to tista univerzalna etika. Če bi se tega držali, potem bi nam bilo na Zemlji lepo, ne pa, da bi se dogajale te grozote, kot se danes dogajajo, ali pa kot se dogajajo skozi vso zgodovino. Prej ste omenjali 10 božjih zapovedi, ja tudi 10 božjih zapovedi je povezano za splošno deklaracijo o človekovih pravicah, kajti ne moreš ubijati, če spoštuješ pravila splošne deklaracije človekovih pravic, ne moreš ubijati, ne moreš nekomu krasti, se postaviti naden, ampak ga moraš spoštovati naravo, vsa živa bitja, tudi neživo naravo na svoj način. In tu vidim problem, tu vidim odgovor na to, ali obstaja univerzalne vrednote, univerzalna etika. Ja, imamo jo ubesedeno v splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Jaz se tu strinjam, samo če bi dodal, pa en korak naprej šel. Ta univerzalna etika je posledica evolucijskih pritiskov. Mi si ne moremo zamisliti družbe, ki bi dovoljevala ubijanje, krajo, incest in tako dalje. In
seveda na tem izpiti padajo vse abrahamske religije za drugih 4997, ne vem, ampak družba, ki bi to dovoljevala, bi propadla v 2-3 generacijah. Ne. In zato so tudi vse tiste, v svetih spisih, alegorije o tem, da je nekdo prinesel vse te zapovedi, torej v bistvu to etiko, moralo od zgoraj, padejo. Namreč, ker se prvo vprašanje, ki se postavi, kaj pa je bilo prej. Če pred 2000 leti so ljudje komaj spoznali iz tistih Pentateuha, 10 božjih zapovedi, ki jih je oni Revež Mojzes pretovoril iz kamnitih, iz gore Sinaja, ne vem zakaj ravno iz Sinaja, pa zakaj ravno v kamnu. Se pravi, ljudje prej niso vedeli za zapoved ne ubijaj. Če bi to veljalo, bi se vse generacije pred letom 2000, dokler ni Mojzes prinesel 10 zapovedi, pobijale, bi se posilstvo vršilo, torej take družbe ne bi bilo. Očitno pa je, da naša civilizacija obstaja vsaj 100 000 let, oziroma homo sapiens, ne? In je dobro preživel brez teh zapovedi. Sam tole bi rekel, Vojko, ko si rekel, da prej, da se pa tudi prej ne bije, pred to seveda. Seveda, absolutno, ampak če bi bil problem Judov je bil v tem, da so oni na to pozabili, čeprav so oni imeli svoje neutralnosti, se so oni to pozabili, in je Bog mogel preko Mojzesa spomniti, kaj morajo delati, zakaj to piše na zemlji, to je. V tem ni logike, namreč če so pozabili, to se pravi, bi se pobijali, bi posilstvo, bi kradli, tega ni bilo. Poglej sumersko civilizacijo, kitajsko civilizacijo, egipčansko, tisoče let pred tem, vse ni bilo normalno, tako si živeli kot so civilizacije po Kristusu, recimo. Ta logika ne vzdrži. No, to je moje mnenje, zakon svoje mnenje. Vi ste še Ja, prej sem pozoril na temo Zlatega teleta, ko je prišel dol iz tiste gore, z žlahtnima dvema kamnama, ki jih je razbol, ker so se ljudje morali zapomniti. Je enostavno obsodil Arona, da občuduje Zlatega teleta. In potem je preko Jehuda ali kaj dal pobiti vse balove svečenike. Tako da ne ubijaj, Skratka, veliko je bilo tudi pobijanja, tudi ta betlehemska zgodba, ki se je dogajala z bežanjem Marije z otrokom, kjer so pač do 2 let naj bi pobijali vse otroke in podobne stvari, tega zelo slabo poznamo, ampak enostavno so res množično pobijali otroke, ker se je napovedovalo, da pride prerok. Tako da, dajte, no, to ni res. Enostavno oni imajo dvojna merila, to je bistveno. In tudi to, da moramo narediti nov olimp, novo vrednotenje, kaj je prav in kaj ni prav. In mora človek začeti spoštovati sebe, in ko bo začel spoštovati sebe, bo začel spoštovati tudi to, kar je okrog njega, kajti danes je človek pozunanjen in skratka, že tole govorjenje o Bibliji pa gor dol, ker sem povedal, da je vse narobe itak razložen, kot Vulgata, je v bistvu sramota. Kot da danes ne vemo, da tudi ne smemo zapraševati neba, da se ne smemo iti posegov v umetna semena, gensko spremenjena semena, recimo in podobne stvari, da se ne smemo preveč igrati Boga na zemlji. To ni tam napisano, to moramo mi danes napisati. Ti si hotel prebeseti. Ja, točno tako, ker nas malo za to širše šel. Namreč, vsi imate prav, ampak ni tako zadeva enostavno. Jaz sem mu rekel samo eno. Einstein je rekel, globoko pogledajte v naravo, vam bo veliko bolj vse jasno. In mi malo preveč, tukaj smo šli v abstraktno zadevo, ampak celotna zadeva temelji na naravni zakoni.
Mi nismo otroci Boga, temveč smo narave. Mi smo se čistaci zdaj se Boga delamo, ne, pa naravo čisto uničujemo, v bistvu pa sebe sami uničujemo. Ampak, ko govorimo, ne ubijaj, pa ne vem kaj, bla, bla, bla. Namreč, poglejmo malo zgodovino Zemlje. Gremo do dinozaurov ali kam čete. Kaj se dogaja? V naravi obstoji en zakon obstanka. To se pravi, tisti, ki se prilagodi, tisti, ki lahko preživi, tisti živi, ostali gre, ga popapajo. Ne? In da to ni točno, da se niso pobijali, še kako so se pobijali. Namreč nekoč homo sapiens vzamemo, ne? Oni so živeli v grupah. Ne? To je bilo kao vse je, vsi so bili lastniki vsega, pa ničesa. Ne? Tam ni bilo onega, kaj se že reče, monogamije, teveč poligamija. To je še dan danes naša družba zelo obremenjuje. Ne? In celotna zadeva, kako se pa sploh ta etika, kako se pa sploh razvijala. Razvijalo se tisto, kar je bilo pomembno za preživetje. Ne? Kaj je bilo za preživetje? In vedno, ko se je omenil Kitajsko, ti si omenil Kitajsko, ne? Ja, čakajte malo, cesar je šel, prvo misli, da smo smel niti pogledati, če je pa bila luža, si se mogel vleči na pod suhem letom. Oprostite, je tako. Ne? Kaj je bilo z Mongoli, kaj je še bilo prej? Džingis Khan se pobil, kaj je bilo više od kolesa voza. Hočem reči, etiko smo se mi prilagajali, kaj nam najboljše pasalo. Smernice etike so pa vedno postavljali tisti, ki so bili močnejši. Kajti nekoč, ko je hotel en malo večji kos mesa, govorimo opet o homo sapiensa, se je mogel za tisto boriti. Tako kot imate danes leve, pa tako naprej, tisti, kateri je močnejši, tisti večji kos gradi. Ampak, če pa vi nekome možgane operete, pa ti bo tisti kos prepustil in tako je šlo naprej. Tako da, jaz nisem tisti, ki rečem absolutno Boga ni. Tega Boga, ki smo se ga mi zmislili, tega ni. Nadnaravna sila je, samo smo mi predumasti, oprostite na izrazu, da bi to sploh razumeli. Kaj misliš za nadnaravno silo? Kaj misliš za nadnaravno silo? Nadnaravna sila je prvo, odkot je vesolje nastalo, kdo ga je nastal, kdo ga je ustvaril, na kak način sploh funkcionira. Zakaj bi ga mogel nekdo ustvariti? Samo se ustvarja. Se tem iško se hotel vam pokazati, zakaj moraš imeti stvaritelja vesolja? Zakaj bi ga moral nekdo ustvariti? Namreč to je logična napaka neskončnega nazadovanja, ker pa boš vprašal, kdo je ustvaril tistega, ki je vesolje ustvaril, in to ni konca. To sem pa rekel, nekaj je, ampak to je tako veliko, da mi imamo, to je glih tako, kot da mravlji zašpilaš 9. simfonijo. Ja. Tak je to. In o tem se sploh ne sprašuje. Kaj ti misliš, da je vesolje nespoznavno, da ga ne moramo spoznati? Da je vesolje nespoznavno, trdiš, da ga ne moramo, da smo premali, da bi ga... Ne, nismo se razumela. Govorim o nekih, recimo to, ko si ravno rekel, kdo je bilo, kaj je bilo prej in to niti največji znanstveniki ne ugibajo, ker tu je, odkot je maca, odkot je materija. Še danes ne vejo. Ja. Nič ne rešiš, če vtakneš nekega Boga tu noter. Kaj? Nič ne rešiš, če vtakneš, da rečeš, da je neko bitje ostalo. S tem nič ne rešiš. Narobe smo se razumeli. Jaz nikoli nisem rekel, jaz sem samo rekel Boga.
ne glede, a je to bilo katere religije, tega smo se izmislili mi. In nima te največja prevara, največja laž. Kaj obstoji. Če pa vedno praviš, še vedno praviš, da je doma naravna sila obstaja, ki je vesolje ustvarila. To je bistvo, ko so nekome s tem možgane pravi, ker ne pozabimo, da pa 100 let nazaj so čarovnice sežigali. Ja, zakaj? Temo mitologije. Zato, ker sami čarajo. Jože, prosim za besedo. Sad tole bi dokončal. Jaz bi vseeno malo drugo temo tudi predlagal, da jaz sem to imel drugo temo, ampak vseeno bi jaz prej smo govorili o ubijanju, ti si rekel, da zgolj ubijanje svetiga ni dovoljeno, ne, v judovstvu ne. Glede, jaz bi to povezal to ubijanje pa v bistvu delanje škode drugemu z interesom. Poglejte, bil sem pred 7 leti na enem predavanju te pesnice Svetlane Mihajlović, ki je bila na Islandiji gostujoča pesnica, pa so jo tam plačali islandska vlada en mesec bivanja. In ona je malo študirala te stare njihove sage, pa tudi zgodovino teh vikingov in kaj je povedala. Paradoks. Vikingi so imeli ena etična vodila za svojo družbo, svojo vas, svoje vasi in druga za tista, ki so jih napadli. Recimo, rekla je, govorimo o ubijanju, ne, torej enega neguješ, drugega ubijaš, ne, tam imaš različna merila, ne, zakaj različna se postavlja vprašanje, jaz mislim, da je interes tisti, ki vsi ja, samo ilustriram, ne, torej vikingi so imeli pravilo, da v njihovih vaseh ni bilo, vrata niso bila zaklenjena, ker niče ni upal krasti, to je bila moralna vodilo, ne, da če bi kdo kradel, bi ga izločili, ne bi smel več bivati v vasi in bi tako seveda umrl v tistih slabih okoliščinah. Ampak, ko so pa šli v Benilski napad, pa so imeli kontraetična vodila, ki niso bila, recimo tako, mi bi rekli, če imaš vrata odprta, si zabril in podobno, recimo, in sodelovan, solidarno v vasi. Do onih, ki so pa napadli na nekaj neznano točo, vsega drugega, torej ubijanje, ropanje, posiljevanje, vse, ne. In ta dvojnost je zanimiva, ne. In zakaj torej? Zakaj ti nekoga tam neznanega ubijaš, svoje pa pač, od svojih pa pričakuješ visoko mero solidarnosti in pa medsebojnega upoštevanja. Torej, ne. In danes vse vidimo, da je enako, ne. Torej, ene velike države si privoščijo ubijanje drugih za lastne koristi in interes, korist, dobrine je tisto, kar razloži to dvojnost, ne. Vrednota je pa nadrasna. Tudi. To je pa v bistvu, jaz bi rekel, da je to bolj legitimacija vseh tih upravičiš, ne. In skratka ta idejni, religiozni, nazorski sistem požegna to ravnanje, ne. In s tem se oni operajo, torej vest, ne. Se veste, ko imajo na ZDA tisto navado porane enkrat, ne vem, v tem prazniku, predsednik pomilosti enega porana, ne. Ja, zahvalni dan. Prvega porana predsednik tam pred televizijami pomilosti ga, pusti živega, ampak zadaj jih pa milijone pobirajo, ne. Mislim, ta dvojnost je zanimiva, ne, pojasnjena je pa z interesom pa z dobrinami in s tem, kar človek potrebuje. Zdaj, ne vem, ali so vikingi potrebovali tisto zlato, ki so ga šli ukrast, danes so zato iskali, ne. Verjetno, ker so potem zlatom lahko trgovali, kupovali sužnje, ne vem, kupovali material za svoje ladje, orožje, ne. Tudi jaz želim prizemljiti razlago o etiki, vrednotah z interesom in z materialnimi potrebami človeka in neke skupnosti, ne. Verjetno so potrebovali ladje tudi za ribolov, ne. Verjetno so potrebovali orodja, kazim, za topljenje kovine, ki so in tu mi je nakradeno prišlo prav, ne. Skozi to bi jaz... Kaj pa obratna logika je možno tudi se razpravlja? Da je zdaj v Ukrajini je ZDA Kolega Židov, vsi so zgubili, obe strani izgubita. Jaz sem samo to mislil, rečem se na Jožka, da navežem. Leta 72, ko sem delal Midna, Siemens, mamo smo živeli v manjšem bloku, ne, in smo dali vina iz Jugoslavije, oziroma Slovenije, spodno nadstropje, pod nama so imeli Španci. Tako ti zdaj pravi šolnice, imeli vsa vrata odprta. Nisi vedel, kdo je s kom poročen, kdo, ki otroci živijo tu, kjer je tam,
in nikoli ni noben med njimi, med temi južnjaškimi narodi, če tako rečemo, ni bilo nobene kraje, pa nič, nama so pa dvakrat žlomili, ampak ne oni, drugi. Hoče malo tudi nameniti na razliko med južnjaki pa med nami severnjaki, da je tako, ki bi. Mi filozofiramo o etiki. Etika se konča vselej, ko ti se gre za življenje. In ko boste vi v življenjski nevarnosti za etiko sploh mislite, boj za preživetje in nič drugo, osnovni zakon fizike ali obstoja. To je nekaj drugega. Par stavkov še samo povem, da bomo ljubezni prej govorili, ne? Ja. Na dolgi rok, ne, sta v svoji vrste. Zakaj bi bila pa čustva tako pomembna? Brazilci obstajajo milijone let in so zelo uspešni. Morsko ceste 100 milijonov let nima nobenih čustva, je tako dokler Pilčič razlaga, ne? Ja, pa če je ona tako razlaga, a ti vse verjamete? Vrsta lažje preživi, če nima čustva. Ni res. Človek živi milijone, pa smo zelo ogroženi. Mati se za svojega otroka bori večinoma, celo na svojo škodo, oče pa tudi velikokrat se izpostavi za bližnjega, za otroke in podobno. Tako da, ne flančati. Ja, ampak dejstvo, da ta ljubezen je tudi do naroda. Če svoje pove. Če vam je pa tist povedal tako, potem pa kar verjemte. Razmišljajte svojo glavo. To so instinkti, ne? Ja, sej, ampak to je del ljubezni. Aha, pardon. Mi zdaj cel čas tema je etika, ne? Ja. In religija. Torej, da rečemo, da smo bilo prvi pogledati definicijo, ne? Etika je nabor nekih pravil, ki nam garantira sobivanje. Brez etike potem se prepustimo tistemu drugemu mehanizmu, ki se mu pa reče, ko rekel gospod, boj za preživetje. In etika in boj za preživetje sta v bistvu tako kot dva procesa. Enkrat prevladuje boj za preživetje, enkrat prevladuje etika. In mislim, da svet funkcionira najboljše, ko se ta dva procesa ravnoteži. Kako pride do neravnotežja, se etični standardi lahko zelo razrahljajo in imamo, mislim, v vojni imaš ti pravico sovražnika ubiti, v miru nekoga ubiti. Ja, ampak što obstajajo pravila? Etična. Seveda obstajajo tudi vojne, imaš pa tudi totalne vojne, kjer je vse dovoljeno. Ja, ampak še vedno je osebna etika. Ampak človek ima vest. Procesa, ki enostavno valuje. Enkrat je v spredju boj za preživetje, ko pa se razmere nekako umirijo, nas očitno svet pripelje do tega, da postavimo neka pravila sobivanja. In jaz mislim, da to velja, tako kot ste rekli, tudi za živali. Živali ravno tako postavljajo etična pravila in se borijo za preživetje. Tu ni nobene razlike, tu ni potrebno razvijati nobenih velikih inteligenc. Bakterije to počnejo. Ja, samo to ni opravičilo, da bi tudi ljudje morali to početi. Jaz sem ravno želel povedati, da smo kot ljudje, kot najvišja razvita vrsta, smo, seveda še imamo živalskih lastnosti, imamo instinkte, imamo nagone, ampak ki jih znamo kontrolirati, znamo se dogovoriti nekaj, tudi živali se dogovarjajo, mi kot najvišja razvita živalska vrsta smo postavili neka načela, smo si postavili, kot sem rekel, z deklaracijo spoštovanje. Tu med nami ni nekih, ki so več vredni ali pa ki so manj vredni. Ni tega načela ne bi smelo biti. Če nimate morale, niste več vredni, pa ste manj vredni. Dejstvo je, da teža človeka je teža njegove morale. Da parlamentarno diskusijo, kolega zadaj, dvigne roko. Recimo, jaz bi kratko pompo glede, ker vidim, da kot ljudje poveličujemo svojo vrednost in sploh pozabljamo, da smo zelo kratki in mali delček prirode.
v vesolju. Pustimo Zemljo, ker vesolju je še milijardokrat več življenja kot izključnega ali enakega kot pri nas. Mi pa v kratkem življenjskem obdobju precenjujemo vse in v resnici pa najbolj uničujemo sami sebe in prirodo. To je moje. Ti si že prej prosil. Ja, tole smisel reči. Ko se mi rodimo, etika že obstaja. Se pravi, mi si etike ne moramo izmisliti. Lahko si izmislimo svojo etiko. Na vprašanje, če je to prava etika. Lahko živim po etiki, ki je že obstajala pred nami, recimo rebija, nagradi, narašča, ki že obstaja praktično od vsega začetka, po mojem. Ker če ne bi to obstajalo, sistem ne more sustirati. Ker če bi od vsega začetka obstajalo ubijaj, nič ne more nastati, ker se takoj se ubije. Se pravi, obstaja, po moji logiki, obstaja univerzalna etika, gdje se je zelo enostavno nagradi, ne laži, ne ubijaj in tako naprej in to velja skozi. Seveda mi pa lahko kršimo, ker imamo svobodno voljo. Samo za temi kršitvami etičnih načel stojijo hude negativne materialne posledice za nas. Poglejmo vojne. To so strahotne negativne posledice, ki zadenejo praktično vse nas. Če gledamo vsi posledice, eno je večje, drugim je manjše. Če pogledamo Gaza, tam so strahotne zadeve, res ne moš verjeti, kaj se dogaja. Se pravi, etika, če je tako smisel, etika v bistvu je univerzalna, obstaja vsega začetka in ne moramo spremeniti, lahko jo kršimo, ampak zelo hudimi materialnimi posledicami za nas. Vemo iz zgodovine, ko so družbe prišle na etično moralno dno, to propadle. Tako se tudi zdaj dogaja. Lahko sam eno stavek rečem, skratka bi lahko trdil, da biocenoza, torej sama narava, skuša narediti ravnovesja in da ravnovesje je tudi, da neke smernice etike obstajajo v sami biocenozi, v smislu, da lev pač dejansko ubije tisto, ki najpočasneje teče, ne pa in včasih celo kakšne mladiče pusti prvin, pa bi jih lahko. Različno. Ampak govorim o tem, da poznamo primere, ko so volkulje posvojile tudi človeka. Pa tako naprej. Hočem reči, da tukaj je sočutje, obstaja tudi v naravi, oziroma takrat bakterije se preveč namnožijo, pa potem takrat naenkrat zginejo in podobno. Narava ima neke Kakšno vezo ima to z etiko, ne razumem? V sami naravi je, z njo se rodimo, je rekel. So neka vodila. So neka vodila. En del etike je, ki se dejansko, v kateri se rodimo. Kaj ima to z etiko, ne razumem? To ima z etiko. Še vedno rečem, etika je umetna tvorba, ki ste jo zmislili. Zakone naredimo, pa jih kršimo, ker se je umetna tvorba. Kak pride do borbe za preživetje, nobene etike ni. Je. Osebna etika po mati dejansko da življenje ali pa oče za svoje najbližje. Ali pa za prijatelja. To je naredilistična borba za obstoj malo. Čakajte samo malo. Tvega svoje lastno življenje, ker je napadel tisto postojanko unih napadalcev, je tvego življenje za narod pa za kogarkoli. Je tvego. To je sebični gen. Ni sebični gen. Glejte, altruistični gen. Slonica je ena najboljša mat. Ja. To jeste. Ampak, ko se gre za njeno preživetje, ona ko ni vode, ona mu tisto spušča še po njenom sem pa tjaga, rami in ga hladi. Ko pa pride tak daleč, da vidi, ali bo tudi ona šla k vragu, ga pusti. Oprosti. Če malo zakon preživeti. Ampak je imel dovolj časa, da bi sam začel živeti na svojem. Jaz samo hočem reči, etika je umetna tvorba. Res pa je, da bez nje ne bi taki mogli. Niti sistemi preživeti, lep stavek je povedal. Sistemi bi propadli, če bi bili čist neetično. Nekaj povedano. Jaz bi samo to povedal, gledajte, jaz tu ne vidim kontradikcije, ker je vse skupaj v tem, kako definiramo posamezne pojme. Jaz sem prej govoril, kaj slovenska knjižna jezika definira kot etiko, je to človeška zadeva, tam piše, ne, tisto, kar je zvije z dobrim pa slabim in usmerja ravnanje človeka, ne. Če pa želiš ti naravno etiko peljati, pa definira pojem, ki ni
ista etika, ki je v slovarju slovenskega knjižnega jezika uporabljena za ljudi, kot ti praviš, da je umetna zadeva, čim se strinjam, ampak definicijsko strogo pač peli nov pojem pa s tistim. Jaz se strinjam, pa da ima neka narava zagotovo neke principe, ne, dobro, slabo tudi za roj bakterije, recimo, kar je za bakterije, recimo za njih kot populacijo, če rečemo dobro eksistenca, smrt pa slabo, ne. Ampak skratka, treba je pojmovnik urediti, ne? Ja. Se pa strinjam, da ima narava neka vodila. Za ravnovesje. Težko reči, da so to etična vodila. Bolj sem na strani teh preko eksistencialističnih pogledov ali pa zakonov narave, podrekovaj, ne? Ampak ne vidim tu problema, vidim problem samo v definiciji pojmov. Tako je. Ja, to je zelo pomembno, definiranje pojmov, da se vidimo o istih stvareh, pače, to je malko debata nekonstruktivna. Na enem predavanju. Ja, ampak kaj ti delaš, etika, kaj ti delaš. Vpraši se po svoji vesti, pa boš videl, a je etično ali ni. Torej se sam vprašaš, ali pa se drugi vprašajo okrog tebe. Skratka, imamo torej zunanjo in notranjo etični odnos. Bistvo je to, kar je Branko prej povedal, vesolje je neusmiljeno, ga ne briga, ali obstajamo, živa bitja, bo obstajalo, ko nas ne bo čez milijardo let več, torej ne pozna nobenih moralnih, etičnih, to so izmišljotine pametnih bitij. Če vesolja ne poznate, kako ga lahko ocenjujete? Kako ne poznamo? Seveda ga poznamo. Vesolje je res to, kar vi pravite, ne? Vesolje je skupek fizikalnih procesov, rečemo, ne? To so neki delci, ki se med sabo izmenijo energijo, ne? In ko gremo z mikroskopom gledati vedno bolj makro, ne? Pravzaprav začnemo videti naravo, ne? In narava je popolnoma naključen statistični proces, ki v bistvu ima čisto matematiki, so pravzaprav vse te zakonitosti nekako že formalizirali, ne? In zato tudi z matematiko lahko zelo dobro modeliramo vesolje, pa naš svet, ne? In po drugi strani bi tudi etiko na nek način lahko zmodeliral, ne? In bi po mojem prišli do tistega, kar sem jaz prej rekel, to so dva procesa, ki se med sabo izmenjujeta v intenzivnosti. Preživetje pa sobivanje. Enkrat je bolj sobivanje, ko so časi boljši, ko pa pride do zaostrenega stanja, je pa preživetje tisto, ki prevlada. In to se naključno menjuje. Ker so tudi vse stvari, ki se v našem svetu dogajajo, so v bistvu naključne. Kjer zdaj bi dva stavljala No, jaz samo povedal tole, pri sociologiji so nas učili takole, ne, tale Dorjava je bil tudi profesor Vekša za sociologijo. Govorniško Niko je pisalo, da nekako človek sociološko deli stvarstvo ali pa svet, ki ga pozna na tri take temeljne enote, ne, torej človek, posameznik, družba in pa narava, ne. To je seveda možna delitev, ne, ampak jaz bi rekel, da je tudi človek in pa družba del narave, če gledamo nekje z Andersa, recimo, ne. Mi smo na poseben način razviti del narave in postavljamo hipotetično vprašanje. Recimo, da imamo na neki oddaljeni kazveni planetu neke zvezde, nekoliko milijonov svetovnih let daleč, tudi neko populacijo, nekih živih bitij, ki se tudi razvija in dosega nek razvoj. Ali je bila etika tiste populacije gledano z vidika, da smo vsi narava, ne, torej in oni in mi, del narave, ali bi bila enaka kot pri človeštvu ali ne? Hipotetično vprašanje, ne? Ne, enaka podobna bi bila. No, ampak potem pomeni, da ima narava, če gledamo, da smo vsi narava, vendarle nek skupen etični rezultat, recimo, ne? To je zdaj hipotetično vprašanje, seveda filozofsko, ne? Jaz mislim, da verjetno ima eksistenca, torej živost, ne? Življenjske vrste, in človek recimo ena od oblik življenjskih, ena vrsta življenja, ne? Da ima vendarle neke skupne značilnosti, ki bi na tem oddaljenem planetu, ki ga mi ne poznamo, pripeljala do podobnih etičnih pravil, ki jih imamo mi tukaj. To je hipoteza, seveda, ne? Če bi bile podobne
izhodišče. Tako se strinjam, Samo to. se strinjam. Nekaj je bilo še rad rekel. Pa ne, mi ljudje si nekaj umišljamo. Za naravo je človek isto enako vreden kot je mravlja. Za zadnje čase še manj, ker mi smo tisti, ki naravo uničujemo. Mi si nekaj samo zamišljamo. Naše ambicije nadelajo tisto razliko, ko v bistvu potem škodimo naravi, ker smo ambiciozni, ker si postavljamo neke umetne cilje, in potem klepimo proti tem ciljem. Ti cilji so pa lahko včasih čisto iracionalni. In v bistvu mi z tem, ko se usmerjamo v neke take cilje, ki smo si jih naključno zbrali, povzročamo neravnotežje naravi. Jaz eno kratko rečem, mi še zdavnaj nismo tako daleč od drevesa, s katerega smo se spustili, kot se to mislimo. Točno tako. To je moja kratka definicija. Drevesa so, kar se tiče modrosti, pred nami. Ne, ko smo se spustili z drevesa, veste, ko smo bili Zastavlja se vprašanje na dolgi rok, za obstoj vrste, ne posameznika. Ali je etika in čustva niso nič pomembna. Zato, ker, kako smo rekli, tranzicije obstajajo stotine milijonov let. Mi smo milijon let tu in smo tik pred koncem, že tako časih mislimo. Jaz sem pisal na aforizem, inteligenca rastlovskih se je večina živih biti izgubimo. To je pesimistični pogled na človeštvo. No pa zamislimo si en naravni pojav, ki je lahko verjeten. To je, da trči neko nebesno telo, masivno, dovolj masivno, da uniči vse življenje na Zemljo. Kaj ostane od etike? Ni. Je golo fizikalni zakon in uniči celotno civilizacijo. Lahko se deli ohranijo, pa se potem najbolj še tudi na drugih planetih, sončnih sestavih, ki imajo podobne lastnosti, fizikalno-kemijske, se je razvila civilizacija, so se razvila življenje glede na milijarde takšnih sistemov. Ampak sicer pa pravim, ko se to zgodi, ko se zgodi en taki terminalni fizikalni pojav, je konec vsega. Steven Weinberg, vsi ga poznate, Nobelov je največji fizik od 20. stoletja, ki je bil najbrž med peterico ljudi, ki so najbolj vesolje poznali pa proučevali, astrofizik, je rekel, čim bolj vesolje proučujemo, čim bolj ga spoznavamo, tem manj se nam zdi, da je razumljivo, tem manj verjamemo, da je bilo ustvarjeno za nas. Vesolje je strahovito tuje, sovražno in pa predvsem indolentno. To, kar je on rekel, vesolje ne briga za našo vrsto. Vesolje je obstajalo milijarde let pred našo vrsto, bo obstajalo milijarde let po naši vrsti. To je govoriti o neki univerzalni etiki in tako dalje. To je nekaj najbolj antropocentričnega, kar se lahko doriš. Vesolje ne briga, vesolje nima cilja. Mi pa poglejte, kako smo se pomikali, v Galilejevih časih, predvsem je cerkev to podpirala, je bilo Zemlja središče. Najprej je bilo središče vesolja jutro, Palestina. Par sto kvadratnih kilometrov, to je bilo vesolje za ljudi, ki so pisali Biblijo. Potem so rekli, ko smo Zemljo obljudili, povsod so rekli, to je središče vesolja, Zemlja je središče vesolja. Galileja pa Giordana Bruna so zažgali, oziroma pa Kopernika, ker so heliocentrični sistem. Ko smo dalje spoznali, smo rekli, naš sončni sistem je središče vesolja, drugega ni. Potem se je to središče, oziroma se je človek pomaknil, pa smo rekli, naša zvezda z sončnim sistemom, Sonce, Osončje, je ena od 100 milijard zvezd v naši galaksiji. Torej smo tako nepomembni, da si to sploh ne moremo predstavljati. Ena od 100 milijard Sonce naše. Smo rekli do Hubble teleskop, torej on je prvi, najprej so mislili, da so to, kar so danes galaksije, da so meglice, so jim rekli, ker niso bili teleskopi dovolj razločljivi. Danes vemo, da je v vidnem vesolju najmanj 200 milijard galaksij.
zdaj pa pomnožite 200 milijard, vsaki približno 200 milijard sonc, to je 10 na 24 planetarnih sistemov pa zvezd. In misliš, da smo mi edini, da je neki Bog se ukvarjal s tem, da bo ravno od 10 na 24 zvezd ustvaril neko vrsto. Mislim, to niti otroka, ki je star 4 leta, ne moreš videti. Jaz sem prej tudi nekaj bilo, prosti. Skratka, hvala. Dejstvo, da boste videli, če te gleda galaksijo, kakokoli, da ima neko središče, da se nekaj vrti okrog. Okay. Drugič bi vas rad povedal, da so svoj čas občudovali pač naše sonce, zato ker so vedeli, da pač energija pride na Zemljo in da živimo od te energije. Eni sicer pravijo, da to ne velja, da energija pride, da ostane. Okay. In če ta materijo, če jo zažgemo, spet pride v svetlobo. Torej izmenjava materije ali valovanje se pač dogaja v tem procesu. Povedati se pa hotel seveda to, da obstaja tudi temna energija in da fiziki vedo, da edina snov, ki nastaja v medzvezdnem prostoru, je temna energija. Ne, voda. Najprej vodik, ampak voda pod led nastaja in da je v našem, zdaj zadnja raziskave kaže, da je ogromno vode v bistvu. Tudi ta Pluton ne bi bil več izvor in tako naprej. Pač svoj čas so mislili drugač, pa so se drali tako je, da se bojo pa drali tako je. Okay. Skratka, znanost počasi napreduje in z novimi dejstvi se novi derajo, kaj je. Dejstvo pa je, da moramo biti relativno majhni, da ne vemo veliko, malo pa, in da bomo jutri več. In če nastaja v temni energiji, torej voda, rekel ste vodik tudi predvsem. Ne, temne energije, v zvezdnem prostoru. To fiziki povedo, da led nastaja, kot molekularna zgodba. In pomeni, da se vesolje zori, vesolje dozoreva. Najprej in bolj pa. Vse je energija. Bravo. Torej tudi etika je energija. Točno. Kako misliš? In jaz bi to nadaljeval. Vse je energija. Ko se mi zapogovarjamo, je energija. Točno. In to gre. In da se ne zgubi. To je vse energetski procesi, vse se energetski procesi, snove samo seževa energija. Informacija. Tako je. In to bi sam dopolnil, da je... Kolega je vidno prej roko. Ja, Gospod, ne se pročam, ampak jaz sem to. zelo kratko, moram običajno reči. Jaz mislim, da je človeštvo v najhujši fazi življenja ali najhujša oblika življenja, ker iz svoje začetne faze do zdajšnje faze povečuje samo način ubijanja. Vse ostalo je borba za denar in pohlep. Smo najslabši del življenja, ki sploh obstaja. To je moje mnenje. No, jaz sem se hotel pridružiti obema mnenjema, skratka, vse je energija, čudovito in dejansko je vesolje med sabo strahotno povezana zadeva. S tem, da je nekje blazno vroče, nekje blazno hladno, mi smo pa nekaj sredi. In kvantna mehanika to čudovito dokazuje, da so med sabo pač kvarki povezani, zelo nadaleč, tudi ne vejo kako. In ravno zaradi te vse povezanosti je dobro biti malce moralen. In kaj ti ne veš, če mogoče narobe, da nisi. In bi upozoril na sanje Nakobonedzaja iz Biblije sicer, ki govori, da na koncu tistemu človeku, ki se mu je sanala, da je zlat, pa bronast, pa srebrn, pa železne noge ima, da na koncu pade meteor, v isto velikanska skala, sicer piše na njegove noge, oziroma ki so tudi iz ila. In kaj to pomeni? Enostavno bil je amoralen. In zapomnite si en zanimiv stavek. Vedno, ko je dekadenca, je naslednja doba fašizem. Zapomnite si, vedno, ko je vse totalna štala, je ogenj v hiši. Tako da obstajajo ne samo te manjši naravni procesi, ampak tudi neke zakonitosti vesolja, ki jih mogoče ne poznamo veliko. In za vsako stvar, ki jo ne poznamo, rečemo, da je brez veze,
pač to je en način obrambe, naše lastne majhne pameti in ni prav. Enostavno je mogoče vesolje res povezana celota, mogoče vesolje res dozoreva, tako kot mi, kot vsi procesi dozorevajo in dovolj nositi misel, da smo odgovorni za svoje ravnanja, ker bo sočlovek bolj zdrav ali manj zdrav, ali boljš napredoval v svojem samoresničitvi ali manj z našimi dejanji, bodimo takšni, da smo prijazni do sočloveka, ne pa samo govoriti, da je to itak brez veze, ker to etika itak brez veze pa gor, ker je samo boj za preživetje. Ni boj za preživetje, kajti na stopni razvoja smo, ko je tudi že sodelovanje, ki si ga privoščimo, če je seveda dovolj materiali, to je res, da smo takrat lahko bolj prijazni, ampak verjemite mi, da osebna etika je taka, da človek umre za tiste, ki jih ljubi. In da je druga beseda za ljubezen, materialna je pa gravitacija, ki jo poskušate zračunati. Ki je težko zračunati, čeprav se približno zna zračunati. Tudi ljubezen se zna zračunati. To je vse lepo in prav, samo meni se zdi v taki diskusiji, ko govorimo o vesolju, pa o tem citirati iz zbirke zgodbic. Iz bronaste dobe, izpred 2000 let, ki so jo pisali polpismeni nomadi, ki niso vedeli toliko, ko ve danes 10 letnik, lahko do konca povem. Torej, citirati tu pa navajati citate iz Biblije se mi zdi, da je popolnoma deplasirano. Ti ljudje so mislili, da je vesolje tam do tistih njihovih hribov, niso vedeli, odkot bolezni prihajajo, niso vedeli, zakaj dežuje, niso vedeli, zakaj jim kobilice požrejo, niso vedeli, nič niso vedeli. Torej, danes vsak 10-letnik četrtošolec ve več, kot je vedel takrat najbolj pameten človek. In iz te knjige v tretji dekadi 21. stoletja citirati pa dajati napotke za življenje se mi zdi deplasirano, prostite. A smo ateisti ali nismo? Prosim? A smo ateisti ali nismo? Točno. Glede, imam doma eno knjigo starih slovenskih bajk. Ena med njimi, ko govorili smo tudi o znaku svetovne, to so tam iz nekih vižmarjih so recimo pobrali etnologi. Jaz pa vseeno mislim, da, kar bolj gledam tudi kulturološko, da gotovo velja na neki faktografski, analitični ravni, da so se stvijem s tabo, da niso vedeli, da niso imeli izbretalnih orodij, ampak vseeno jaz ne bi tako nič dajal modrosti nekdanjih generacij, ker ti ljudje so razmišljali. Torej, za Egipčane vemo, njihova astronomija je razvita, vse tisti gradbeni dosežki, ki so izmedljivi, imajo neka pravila, oni so začunili, kako ti koti, kdaj so zvedeli. Tam tudi, recimo tam nekje na Britanskem otočju, vse veste, imamo se stare 65 let stare neke zemljanke, ker so imeli prav določeno smer, obožiča se ti se luško, torej meniš neka znanja. Jaz ne bi čisto nič dal, še enkrat sposobnosti prejšnje generacije, so pa so da imeli kot klika na pozadnjo, ampak jaz bi eno vprašanje, ker nekateri se tudi poznavalci fizike, jaz nisem, pogledajte, ne vem, ali je to resnično ali je izmišljeno, videl sem neke fotografije, mikroskopski prikaz vode. In tam je pisalo, da solza, recimo, ki preteče zaradi veselja, ima drugačno mikroskopsko strukturo kot solza zaradi strahu ali pa kažem to me zanima, kakšna je povezava, vprašanje je, odkot torej različna mikroskopska struktura tekočine v solzi, ki izhaja iz različnih čustvenih stanj človeka. Kako vpliva to čustveno stanje, ali to kvaliteta energije? Hormoni. Eno vrsto solze, adrenalin, hormon sreče. Bioenergija, seveda. Slina je tudi voda, pa ima čisto drugačno kemično strukturo. Urin je tudi voda, pa ima drugačno kemično strukturo. Izločna solza
torej vsebuje različno hormonsko stanje glede na Iz veselja, pa sreče, so za sreče, tam oksitocin preplavlja kri, ne? Pri strahu je hormon strahu in tako dalje. Mislim, to so stvari, ki se napisalo energetsko stanje človeka, da ne samo A poznate torej analize Omota glede na vode in kristalizacijo? Koga? Omoto, pač japonski strokovnjak, ki je slikal pač pri 0 stopinjah, pač pri zaledenitvi, pač fotografiral snežinke, ja, no, Omoto se mu reče in je enostavno videl, kako čustveno stanje vpliva na strukturo. Čustveno stanje snežinke? Človeka, ki je zraven. Celo napise dajo, pa različne metode je delal, skratka vplivamo. Mi vplivamo drug na drugega. Čakaj, sem vas prav razumel, da človek vpliva z svojimi čustvi na obliko snežinke, ali kaj? Na obliko, strukturo te kristalizacije. Ker jo gleda, ali kaj? Kristalizacija Ker je zraven. Svojim energetskim poljem. Ja, to je za tiste smešno energetsko polje. To so Niso, Omoto Jaz tak bi rekel, to kar je rekel Jože, treba takemu problemu, če ti taka ideja pride, da to zanima, to so zdaj hipoteze. Ali je to dejstvo? Torej, sledi eksperiment, se zberejo neki podatki in potem iz tega lahko narediš nek kvantitativni zaključek. Znanost je kvantitativna. Znanost zmeraj uporablja logiko, matematiko, da z matematičnim modeliranjem ustvarimo nek model določenega pojava, nekega fenomena. In to jaz bi ti tako govoril, potrebno je narediti v bistvu znanstveno raziskavo. Ali pa je treba na internetu pogooglati, pa Cerkev se skozi ukvarja s temi biološkimi stvarmi. Zakaj je to podobno? Spominu vode, celo v Nature je bila objavljena, torej, na kar seveda so dokazali, da je to bila potegavščina, da je bilo to prirejeno. Da je to čisto ključni proces, da voda se razuje. V tem članku je nekdo dokazoval, to je znana stvar, da ima voda spomin, ne pa take neumnosti. Celo Nature je zelo poznala. Pa veste, zakaj so to v Sloveniji. In je celo na danski fakulteti ena ženska doktorirala iz tega. Najprej niso našli nobenega, ki bi hotel biti v tisti komisiji, potem so se pa zbrali ljudje, ki nimajo pojma o fiziki, pa kemiji, pravniki, pa ekonomisti, pa so jih podarili naslov. To se dogaja. To se tudi v znanosti dogaja. Znanost ima to težavo, da je to preverjanje, kaj je nekdo znanstveno ugotovil, včasih lahko nekompetentno. Da je postalo politično. Bravo, znanost je politična. To drugo, predvsej se še tako napredeni, da jih ne moreš kar trenutko prepoznati. In politika, ki je iza znanosti, najbogatejše, najmanjše države na svetu in ostalih, je takšna, da te stvari ne smejo priti v javnost, zato ker morajo biti ljudje butasti in so tudi butasti, ne v vseh stvarih, ne trdim, da ravno zato, čeprav mislim, da je tako, ker enostavno ljudje ne smejo vedeti, da duša obstaja, da energija obstaja, da vplivamo na strukturo vode, da vplivamo na svoje počutje, tudi če smo 10 metrov ali 20 preč na počutje lastne žene in otrok. Tega ne smemo vedeti. Pri internetu ne moreš več sejiti teorije zarote. Kam boš skril neko stvar pred ljudmi? Za takimi članki neumnimi, da razglasijo pametno zadevo, ki je delo na tem 15 let Omoto, da je teorija zarote. Lahko znam kratko pripomnil na vas. Trenutno je več laži na internetu objavljenih, zato ker je resnica blokirana. Bravo. EU blokira vso resnico
To je bistvo. Ruski internet sploh ne moreš niti gledati, če ne znaš blokirati lokacijo. Jaz bi se samo Jaz bi samo še zahvalil za sodelovanje, ker moram iti, prečujem, ker me zdaj žena čaka, imam drugo obveznost, mislim, da je bilo zanimivo, da smo odprli neke teme. Samo za razmislek vam samo še sporočam, zaradi tega, ker delujem na področju tudi urbanizma, mi smo imeli pač neke informacije, recimo, da so ugotovili urbanisti, ko so pač te študirali dimenzije, recimo železniških pa avtobusnih postaj, da ljudje, ko se gibljajo v gneči, da 60 cm, mislim, da je tisto območje okoli telesa, v katerega ne posegamo, seveda, če ni gneča. Če gneča, moramo se skupaj, ampak so ugotovili prav dimenzijsko, ko so opazovali, recimo, bil test, da ljudje ne pridejo bliže, in da to so poznali z nekim poljem energetskim človekovim. Jaz ne vem s čim, ampak tega sem bil deležen na enem predavanju. To je tako imenovana intimna cona, ki je nekako 45 metrov. To je psihološki mehanizem, ki ga imamo eno drugega. To nima merljiva kategorija. Ja, težko je merljiva. S tem zaključujemo današnjo razpravo. Vidim, da je bila vroča in pa iskrena. Pa mogoče se še kaj vidi. Ampak strpljena. Rad bi še povedal nekaj o ljubezni, navezavi na etiko. Ljubezen je čisto človeška, civilizacijska, bi rekel, pogledavčina. Smo ugotovili, da lahko napredujemo kot ljudje, kot civilizacija, kot skupnost, samo če bomo razvijali, če bomo negovali ljubezen. Vesolje nima nobene zveze z ljubeznijo. Ni, to je človeška kategorija. Nobene ljubezni ni v vesolju. Vesolju je simetrija, je asimetrija, lahko so fizikalni zakoni, tako kot sem že prej povedal, ampak ni ljubezen. Ljubezen je naš vzgib, za katerega smo evolucijsko, kot je Vojko prej navajal, ugotovili, da je to najboljši princip, da sobivamo en z drugim, da se ne uničujemo. Kot sem rekel, ni nam v teh dolgih tisočletjih še to uspelo, ampak, kot sem rekel, danes poznamo naravo, naravne zakone, imamo teorijo o nastanku vesolja, vemo, kako vesolje deluje, poznamo fizikalne principe, fizikalne zakone, ne še vseh mehanizmov, obstoja materije, nastanka materije in vsega, ampak vseeno, že precej smo napredovali v tem. Zato si lahko tudi sposobni smo si razložiti naš položaj v svetu. Konec koncev tudi morda smisel, ki ga nekateri iščejo. Ampak hočem povedati, in ljubezen, etične postavke, neka etika, univerzalna, je samo pripomoček, s katerim bomo lahko uresničevali neko strpnost, da se ne bomo pobirali en drugega, ne bomo uničevali žive in druge narave. Samo za to gre. Čustvena pa gledamo v kategorija, točno tak, čustvena kategorija, in mi smo s tem pa na to, da je poslušal najbolj uporabljeno čeprav je to največji zaklad. Ne, tudi živali imajo ljubezen, žal. Ja, tudi verjamem, da je v človeškem smislu. Ampak kako si zamišljate svet brez ljubezni? Vesolje ljubezni ni, je svet brez ljubezni. Tudi če bi ljudje kot civilizacija ne bi razvili tega čustva, karkoli, prepoznali to kot neko vrednoto, bi svet obstajal, bi se še bolj pobijali. V zgodovini je bilo tako, tisti, ki so bili močnejši, ki so prvi pogruntali orodje, ki so bili mogoče najbolj sposobnejši, da so razvili orožje, še danes pobijajo. In so skozi vso zgodovino so pobijali, se niso ozirali na nobeno etiko, ampak so uveljavljali svoj interes po preživetju. Ampak danes smo na stopnji civilizacije človeštva, ko pa se tega zavedamo, da nam to ni potrebno, imamo, kljub temu, da nas je 8 milijard, imamo dovolj bogatstva, dovolj hrane, kako produciramo, da nahranimo ljudi. Ni treba, da imajo eni ne vem kolikšne dobrine, ki jih sploh ne morejo izkoristiti, drugi pa umirajo v pomanjkanju.
Hočem to povedati. In to je tisto, kakršna etika je, kakršno bi morali razvijati. In tudi še na začetku, rad bi to povedal, da etika se tudi razvija. Pred 1000 leti ni bilo umetne inteligence, ni človek bil sposoben genske manipulacije, genske tehnologije. In zdaj smo v dobi, ko nas tehnologija, znanje prehiteva v naši etiki, ki smo jo osvojili in jo moramo še razvijati na področja, ki so zdaj nova, ki nam bodo šele morda odprla neka obzorja, kako bomo te etične dileme pri uporabi teh tehnologije razvijali, kot je tudi že recimo genska manipulacija. Tukaj Jože, trenutek, Jože, prosim. Samo sekundu. Pri 8 milijardih. Tu smo si mi zabili nož direktno v srce. Že zdavnaj je znanost oziroma strokovnjaki so ugotovili, da naš planet Zemlja z viški, govorimo o viški, lahko prehrani največ 3 milijarde ljudi. Danes, če mi ne bi imeli intenzivnega kmetovanja, bi že zdavnaj pocrkali in še hujše prihaja. Namreč spremembe okolja, vedno manj obdelovalne zemlje, vedno večja eksplozija rodnosti in to ravno v teh, kar že v manj razvitih državah, je namreč, kak je gre standard gor, tak nataliteta pada. Ampak evolucija se dogaja. Naravno obratno, ko se standard zvišuje, nataliteta pada. Seveda. Ko se standard zvišuje, nataliteta pada. Samo pozabili ste, da verstva muslimansko spodbuja usvajanje ozemelj za rojstve. Tako da... Imeli smo v Afganistanu smo imeli 30 ali 40-letno vojno, pa jih je še vedno več. Hočem reči nekaj, jaz nisem proti njim, tako naj se rojevajo, kako se čejo, ampak kaj kot z dvigom morje se dvigne, to je jasno, se bo še več obdelovalne zemlje skrčilo, to se pravi, lakota bo se večja in kaj boste naredili, ko vam bo tukaj na meji 20 milijonov ljudi, pa to nišče nič ne razmišlja. Je tako to gre. Čekaj, zdaj me prej. Jaz sem to predlagal. Pazimo, ko se pogovarjamo, da ločimo hipoteze, ki so nekaj pozivljene, od znanstveno dozorelih dejstev. Pa kar še ne pomeni, da je neka teorija, ki je zdaj velja, resnično konče. Lahko se zgodi, da bomo čez nekaj časa neke nove stvari spoznali in bomo tisto teorijo mogli zamenjati. Pa smo že ne bo teorije, da je bila zdaj se ta ide v debato, še malo pa bi bila teorija za roke. To pa bi bilo... voda, to je teorija za roke. Glejte, voda je samo ena... Ne, to je domneva. Voda se porablja. Voda je samo ena oblika agregatnega stanja, tekoča voda ali led ali... Jaz si čisto drugače predstavljam vse te oblike so evolucijo, samo različni postavljali. Samo vprašanje vam dam. Zakaj so vse kapljice vodne v obliki tega kristalčkov, torej snežinke, različne med sabo? Zakaj je vsaka različna? To je ključni proces, ki je odvisen od začetnih... Zakaj je vsak človek drugačen? Zakaj so vse stvari tako drugačne? To piše v osnovnošolskih učbenikih. Ja, ampak to je velika skrivnost. Hotel sem še to povedati. Zdaj fizikalna dejstva poznamo, zelo dobro poznamo. Vse naše naprave, ki jih uporabljamo, rakete pošiljamo v vesolje, ne vem, in če ne bi poznali fizikalnih dejstev, se to sploh ne bi moglo zgoditi. Dokler ni človeštvo tako napredovalo, da je to znalo tehnološko, matematično, fizikalno, to ni bilo mogoče. Hočem pa nekaj, Vojko je prej omenil to krutost vesolja, ki nima nobene veze z etiko, ampak
to naj nam ne jemlje človeštvo, je rekel, moralo, da bi pa ravnali neetično, da bi se ravnali da bi si šli boj za obstanek, da bi pobijali, da bi izvali krutost nad ostalimi živimi biti, ampak je to naš civilizacijski dosežek, za katerega smo ugotovili, se strinjamo, da nam omogoča vsem ljudem, pa tudi ostalim živim biti, omogoča optimalni razvoj in uresničevanje smisla, katerega vidim v nadaljevanju civilizacije. To je naš smisel civilizacijski in etika je samo okvir, pomagalo, ljubezen, ki je del te etike, da čim bolje eksistiramo, da se čim bolje razumemo, da se kot civilizacija in kot posamezniki čim bolje razvijajo. In hočem to povedati, že od mladosti živim v iluziji, da bom doživel enkrat, da bomo to posvojili kot civilizacija, da bomo usvojili civilizacijsko zavest, da nismo najprej Slovenci, pa Štajerci, pa Nemci, pa Francozi, Angleži, ampak da smo ljudje najprej. To sanjam, odkar sem se zavedal svojega položaja v kozmosu, če hočete, ne? In tega še zdaj nismo doživeli in si želim in moramo narediti vse, hočem to reči, potrudimo se, smo na taki stopnji razvoja, ko razumemo fizikalne procese in dajmo to etiko univerzalno, imamo nek okvir, ko sem rekel, dajmo ga razvijati, dajmo ga uresničevati. Kljub temu, da bo nekdo rekel, da je to utopično, pa verjamem, da ni. Enkrat se bo to zgodilo, ne bomo se ljudje ves čas pobijali skozi vso zgodovino še 1000 let ali pa 5000 let ali pa 10 100 let, če bomo ostali še naprej. Enkrat moramo narediti ta civilizacijski preskok in jaz mislim, da smo opremljeni zdaj trenutno že s tem.